Will Smith je rekel, I'm going to Miami, Masaja je pa rekla, I'm going to Celje. Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Mislim, lep dan, ne? Ja, sej je v že. bistvu, ja. Sej veš, nočne ptice pa to in je jutro dosti pozno, ne? Ja, dobro, vse sem se privozila iz obale, tako da sem se tudi jaz že zbudila. Ja, sej, pot je ponavadi največja težava, ne? Ne, ni panike. Se dela, kaj je tam pri Postojni, pri nas imamo tudi nekaj nekaj delovišč, malega, ja, nekaj malega. Ni hudo, no. Lepo, da si prišla. Ja, hvala lepa. Masaja, ne, zdaj vsi vemo, vsi te poznamo, si prvič pri nas, ne? Ja, prvič sem, ja. Moramo iti od začetka, druge ni. Od začetka moramo iti, čeprav je zdaj Greva. že druga stopnička, ne? Ja, greva, okej. Ja, ampak zdaj v bistvu ti si Mija Puhar Rodin. Tako je. In imaš tako nežno ime Mija, zraven pa tako borbeno ime Masaja. Dej razloži to, no. Pa to je ta nek kontrast te nežnosti in bojevitosti v meni. Ko sem bila majhna, sem se ful igrala s ulicami in ščiti od klanov Masaji, ki so iz Afrike. In moj oče je dosti potoval, tako da smo to imeli doma. In v bistvu sem takrat že razvijala to nek ta fight v meni, kako se izražati, in potem sem to našla skozi rap. In za umetniško ime sem pozdružila v bistvu Mesija kot sporočevalec in Masaji kot ta klan, iz katerih sem črpala to bojevitost. Tako da, ja, to je nek ta duality, dualnost človeškega obstoja, kjer rabiš imeti nežnost, ma istočasno se ne smeš dati, ne? Ja, vem, ti si fajterka, uličarka v navednicah tudi, ne, če je treba. Drugače pa sploh pri tej zadnji plati prebiram, je perfekcionistka, pazi, ne, s katero ni najlažje delati. Detajlist bi rekla. Detajlist, to je ja. še bolj precizno. Okay. Ja. Ko gledaš čisto vsako malenkost, ne. Sej, zdaj, ko smo masterizirali komade, preden so prišli ven, ne, na albumu, zdaj novemu, ki je Lava, jaz sem čula ene take malenkosti, ki mi je prav moj inženir rekel, no, imaš ho, ne. Ja. Čisto zares se to razvija skozi leta, ne. Se mi zdi, da z vsakim projektom, ki ga delaš, rateš še večji detajlist. Ker veš, da kaj vse rabi spadati, ne, in potem samo to razvijaš, tako da katastrofa. Zdaj, tu za mano, ne, je plakat, piše gor Lava, moram ti pa povedati, da si prišla na Lavo. Ja, jaz ko sem utipkala ulico, sem bila ono, ne. Kako je to možno? Lava 7, ja? Ja. Neverjetno. What are the odds? In zdaj nova plata se imenuje Lava in ta gor je 13 zgodb. Tako je, in Lava je v bistvu dvopomenskost v stilu neustavljive sile, ki je lava kot sama. Istočasno pa je tukaj odzadaj še ta skrit pomen lava kot ljubimec in ljubezen in iz tega sem dosti črpala tudi iz nekega razbitega srca in istočasno tega, kako se to nazaj zaceli, potem ta erotika, ki te potem pelje naprej v življenju in neprespane noči tega, kaj je ta umetniški life in ljubezen do glasbe. Zdaj, dizajn je prva pesem iz te plate. V bistvu je bil Konsi Komsa lani poleti, je bil ta prvi singel, drugi singel je bil dizajn. Ampak tega zdaj vrtimo v sklop od promocije te Lave. Ja, top. To smo zdaj dobili. Hud komad, ja. Ja, ampak 2022 smo se ti pa, ali bomo rekel tako drugače, si skoraj mainstreamovsko izstopila ven z ono našo zelo dobro pesmijo Ni panike. Ja, ta je bil moj preboj v, dajmo reči, to neko industrijo, tako izven tega, da sem itak že delala kot reperka, nastopala dosti. Ampak ta Ni panike je pol meni dal nek preboj v širši svet. Kar naenkrat so vsi vedeli, kdo je Masaja. Ja, kar crazy, to je bilo takrat tako malo nepojemljivo. Ja, ti je v redu to. Mislim, valjda, delaš za to toliko časa in v bistvu čisto zares z nobenim komadom ne veš, ne? Kjer bo tako šel, kjer bo eksplodiral. Pač ljudje rabijo vzeti muziko za svojo, itak je to nekaj, kar je subjektivno, ne? Jaz razumem meni svoj komad čisto drugače kot nekdo drug. To mi je ful cool, to mi je ful všeč, da si ljudje predstavljajo na tisoč in en način to muziko. Ja, se pravi, ne. Ja. Kot pravijo za sliko, da vsake oči imajo svojega malarja, isto je z ušesi. Ja, se je res. Fajn. Ni panike, a ga lahko zavrtim? Seveda. Dej, da spijeva kofe do konca, evo. Masaja je z nami, ni panike, ne? Ja, ni panike sploh. Lej, povej mi zdaj, ti si, malo sem gledal, dejansko si s kitaro začela. Ja. Hotel sem te vprašati, kdaj bo šla s svojo muziko, ne vem, koliko je primerna, ampak bo šla svojo muziko na melodije Morja in sonca spet. Spet, ker enkrat si že bila, ne? Ne vem, če bom šla, iskreno.
tako, ne vem. Ne. Bila si pa enkrat, ne? Jaz sem bila, ja, mislim, da sem imela 14 let kot kitaristka za Roberta Vatovca in Viviano, komedija Dio, Amore Mio. 10 ste bili. Ja, veš, da se ne spomnim, bravo, vsake čas dobro si to pogledal. 10. Okay. Toliko si bila tudi stara, ko si začela pisati rime. Ne? Ja, res je. Wow, lej, naredil svoj research. Vsaka čas. Ok, gremo še par mesecev nazaj, tam je bilo pa za mamo nekaj narejeno. Ja, ta prva stvar, ki sem jo tako spesmila in napisala v rimah, je bilo za mamo, ja. Mislim, da je bil materinski dan ali dan žena. Dan žena, si rekla. Ja, nekaj od tega dvojega zagotovo. Še zdaj imam doma ta list papirja. List papirja. Me zanima, pišeš v zvezek ali v tablico računalnik? Čisto odvisno. Vem, da ene 3 komadi na Lavi zdaj so bili napisani v beležko. Eden od njih je imel tudi akorde primarno postavljene, druge pa sem tako natipkala ali na računalnik ali na telefon. Tisto, kar je pri roki, veš, v enem danem trenutku, ko imaš naval kreative, da rabiš nekaj spisati. Ti imaš čudne trenutke. Največkrat, koliko slišim po noči? Ali pa tudi, ker pride? Čisto zares nimam pojma, pride, ko pride. In ponavadi je tako, da najprej dobim beat. In če dobim beat, ne vem, če je beat dober in me zagrabi, lahko tudi ob 9 zjutraj napišem komad. Čisto odvisno, res. Kdaj dobim podlago in kdaj me prime. Zanimiva zgodba mi je bila ta s Kom si kom sa, da sem imela ta beat 1 leto. In prvič, ko sem ga čula, mi je bil hud, ampak nisem mogla tako najti flowa, kako bi šla ritmično. Sem imela neke ideje, samo mi ni bilo to. In pol 1 leto kasneje sem se vrnila nazaj k isti podlagi in je takoj bil pol Kom si kom sa spisan. Pa ta beat moraš slišati v kaki drugi pesmi ali tebi začne igrati nek beat? Sam, tako beat soliran, brez nobenih vokalov. Čim čuješ vokale na beatu, te že malo ti da neki, ne? Te odnese, ja. Tako da je najboljše delati iz nule. Nekaj, kar je čisto novo, narejeno zate po tvojih željah, dajmo reči. Ekipo imaš dobro, ki te razume. Ne? Ja, to pa imam res. Da vejo, kaj ti vidiš. Ja, s tem mojim producentom Hughjem delava zdaj že, mislim, da 5. leto, 6. leto. Skupaj sva naredila tudi kolaborativen album H2SO4. Leta 2021 sva ga začela delati, pol je prišel ven 2022. Mislim, da 1 mesec kasneje po Ni panike. In tam gor sem poklicala pol ogromno enih artistov slovenskih, sem si želela narediti ta kolaboracijski album, ker se je šlo za knjigo uporništva, zbirke uporniške poezije. In to smo delali skupaj z dr. Igorjem Saksido, ki pa je slovenist. Tako da za tisti projekt s Hughjem se ful poštekala, takrat sva začela delati in od takrat dalje smo delali tudi moje solo komade. Zdaj, energije so ti itak blizu, ne? Ja. Kar vem. Ne? Zdaj, zanima me, ali auro že znaš videti ali jo še samo čutiš? Se trudim razbrati. Ja, mislim, to je itak tako. En človek ima več, en človek ima manj, ne? Ja. Ki ima več, hitro to vidiš, ne? So pa tudi taki, ki pač ne moreš razbrati, pa da umreš. Poker face. Ja. Taki so najhujši. Zdaj, nepredvidljivci. Nikoli ne veš, kaj bo. Zvok je itak valovanje. Ne? In ravno sem zdaj gledal, ko so zdaj poleteli spet v vesolje in je bila ena ful dobra fora, gor je vakuum, gor ni zraka, gor ni vode, da bi se prenašal zvok. In pravijo, če bi bila 2 astronauta ali pa če bi bila Mija zdaj gor, pa si ti name zadereš, še ste ne bi slišal. A res? Ne, sam videl bi. Zanimivo. Kaj bi imela slušalke midva, bi se tako pogovarjala v majk kot zdaj. Ja, oni morajo imeti, da se sliši. Zanimivo. Drugač pa komu nekaj govori, ga gleda, pa nič ni. Veš, da ne, wow. Dobra fora. Hudo, tega nisem vedela. Wow. Vidiš, le. Vsak dan se kaj novega naučimo. Ja, definitivno. Zdaj, preden predstavimo plato Lava, ne, to boš ti predstavljal v Šiški zdaj. 7.5. Moramo povedati, 7. maja. 7. maja delam velik koncert, ekskluziven koncert. V Kino Šiška za predstavitev albuma Lava. A je še sploh pametno reklamirati, ker sem slišal, da kart ni? Ne, karte se še, zdaj zmanjkuje. Gremo proti koncu, ne? Gremo proti koncu kart, ampak ja, kart je še, tako da pejte po svoje, ker to bo res koncert, ki si ga zapomneš. Tako, katarzičen koncert. Tam se je v bistvu tudi začela tvoja koncertna pot v Šiški. Ja, mislim, koncertna pot se je začela že na obali, varianta. Na melodijah moram ja. Ampak tako, da sem imela prvi razprodan velik koncert, to je bila Kino Šiška katedrala in sem se z razlogom vrnila tudi nazaj. Vmes sem delala tudi cvetličarno, ampak mi je ta koncertna hala mi je tako všeč, ker je amfiteatralna in ima res opcijo prihoda plesalcev iz leve in desne strani. Na nek tak teatralen način hočem predstaviti plato.
Oni, ki hodijo na moje koncerte, vejo, da dam vedno 110%, tle bom dala 200. 200. Ker je neopisno, kako je, ko prvič predstavljaš nove komade, tudi samih prvič nastopaš. Ne? In je ta čisto drugačen feeling, kot pol, ko je že turneja, ko veš, je že neki kar si že naredil, oziroma veš, ni fakt. Zdaj je šansa, da res zajebem čisto vse. Tako da to je pritisk zame in ko je pritisk, je še toliko boljši izdelek, se mi zdi. Zdaj, itak si rekla, da je izdaja albuma kot rojstvo otroka, se pravi, da zdaj imaš še druga otroka. Ja, zdaj imam še drugega. Ja. Ponosna sem na oba, to je veš, ko me vprašajo, kjeri ti je ljubši, ali pa kjeri komad ti je najljubši, se ne moreš izbrati. Vse je tvoje delo, tako da ne moreš tako res si reči, ta pa mi je najljubši. Ja. Zdaj, ponovadi otroci tudi prenesejo določene obveznosti, pri tebi je isto. Sej, že dolgo časa snujete to plato, zdaj pripravljate predstavitev, to pobere časa. Definitivno. Ampak vse, kar delam zato, da bom en dan tudi familija, veš? Lepa. Prej slej, ampak pustimo se zdaj temu, da je muzika v ospredju, v forplanu in po Kino Šiška me čaka še turneja, celo poletje. Lahko izdavaš še eno stvar za Celje? Za Celje? Lahko izdava, ja. 24.6. Ja, bomo šli v Celje, ampak to so pol koncerti, ko ne morem narediti na odru vse, kar lahko naredim v Šiški. V Šiški bom imela več plesalcev, v Celju zdaj ne vem iz glave, a bodo tudi plesalci ali ne, ampak veš, je 2-urni šov, bodo filmi vmes, outfit change, čisto tretje. Pol, ko pridem ponavadi tako, ne vem, koliko programa je, 1 ura, 1 ura in pol. Ne morem dati celega repertoarja ali pa predstaviti skoraj cele diskografije. Bo pa to 24.6, kar sam povem, to je finale City Center, ima ta City Band in tam se vidimo. Ja, tako da se vidimo Celje. To, evo, zdaj ta druga plata Lava je tukaj 13 zgodb, gor smo rekli. In jaz mislim, da je res pametno, da si to pogledamo v Šiški. Ja, definitivno. Pa pol nadaljujemo na vseh nastopih, veš, imaš določene fene, verjetno, ki ti sledijo. Itak pridejo. Imam take, ki pridejo na vsak koncert, prav jih vidim v prvi vrsti, znam poimensko. Se followamo, veš. Tako da je ful dobro. Ženske reperke, mogoče sam za zaključek, dolgo ni bilo nobene reperke v Sloveniji, potem se pa ti pojavila, sicer si bila takrat 16, ampak zdaj si še kar ti. Senido sta se že srečali? Niso se. Še kar ne? Ne, pa upam, da se. Ker je res kraljica, full respekt Senidi. Jaz se spomnim še iz tistih časov, ko je bila Queen Latifah, ki je dejansko rap prenesla v mainstream. Okay. To so bile te gospe. Ti verjetno bolj poznaš mlajšo generacijo. Ne, mislim, itak Nicki, kraljica, ampak tako, Missy Elliott, Lauryn Hill, to so bile, Salt and Pepper, to so bili že, res, TLC tudi ker so pele, veš, meni je bilo vedno ful hudo videti te reperje, ki znajo tudi melodično se izražati. Zato so mi hudi tudi Black Eyed Peas, ker veš, so will.i.am pa Fergie, naprimer, ta kombinacija mi je bila vedno ful dobra, ker so spevni refreni, ampak pa imaš tudi rap parte noter, ne. In se mi zdi, da sem ogromno črpala iz tega. Junija bodo v Zagrebu. Ja? Veš, da sem bila na Exitu, sem nastopala, ko so bili oni tudi na Exitu. To je bilo lani ali predlani? Predlani. Ubij me, ne vem. Predlani je bilo. In so bili ful hudi, Black Eyed Peas. Pred njimi so pa nastopali Joker Out, tako da tudi na njihovem koncertu sem bila. Ampak kako crazy, da so bili predskupina za Black Eyed Peas. Bolano, na main stageu. Hudo, ful. The best. Ful hudo. Tako da muzika je zunaj, reperke upam, da jih bo več, da skozi mojo glasbo tudi mlade talentirane artistke vidijo, da se da. In čisto zares zdaj na albumu imam tudi gostjo, ki mi je do zdaj delala back vokale, zdaj pa je začela tudi svojo solo kariero, Kani se kliče, in je ful huda in sem z veseljem jo poklicala na album, da sem mi dala tudi to platformo še na mojem komadu Zlahka, ful hud komad, ful je dobro sprejet, eden tako najbolj poslušanih in sem prav vesela, ker ne vem kdaj nazadnje smo imeli v Sloveniji rap female kolaboracijo. Zdaj jo imam. Ja, in upam, da se to čim več razvija, da dobimo čim več novih mladih artistov, punce, fante, da vejo, da se da. Jaz bom tako rekel,
Dober si začrtala, dober pelješ, bodi vzor, tako kot je, bom parafriziral, kot je Nika Prevc za mlade skakavke, bodi ti za bodoče mlade reperke. Hvala lepa, to vzamem ful kot kompliment, ker Nika je legenda. Res. No, evo, še Mama eno, mija, dve kaj legendi, dela, zdaj veš, kako je skočila. Se sem prav spremljala. Pa na Planici sem bila prejšnji teden. Sem videl z Niko. Ja. Ja, Dobro je bilo, dobro je bilo. To je bila tu dobra kombinacija, Ja. kolaboracija. Kolaboracija taka, nepričakovana. In ko me je klicala, sem si rekla, pa dajmo to narediti, ne? Ker to je tako, mešanje žanrov. In je ful dobro, da se povežemo tako reperi z drugimi žanri, da naredimo neke take kolaboracije. Veš, Ja. zadnje je Snoop Dogg naredil z Katy Perry, California Girls, veš kaj mislim. In to so dobri komadi. Ali pa Run DMC z Aerosmithi. Naprimer, Ja. točno to. In ta kliše je bil, oh my god, mislim, da je bil tako 2 meseca najbolj predvajan slovenski komad po vseh radijih po Sloveniji. Tako da to je nekaj, kar nisem nikoli doživela in tle vsaka čast neki, da me je poklicala. Naredili smo klišeje in je ful dobro izpadel pol na koncu. Nice. Jaz sem to napisala v pol ure v enem dnevu. Je to zdaj na glas govoriti. To je težko delo. Ne? A veš, to je zdaj pri tebi easy, ne? Reč enemu drugmu, nared. Ja, Ne? točno Ne to. da se to narediti, ker tako, le Masaja nam je že noter ušla. Čakaj, dizajn bomo dali. Zdajle, to pomeni, da se bo počasi poslovila. Okay. Hvala ti, da si prišla. Hvala Lepo, tebi. pridi še kaj, ko boš vozila se tu po Štajerskem koncu. 24. bi lahko se ostala mimo, pred Ja, daj, koncertom. pridi, ne? Ja, Pridi, te čakamo. povabimo še folk na koncert, bam. Mi pa se zdaj vidimo 7.5. Obvezno. v kinu Lava Šiška. 7.5. gremo zdaj v Šiško, pol pa sledimo vsem tvojim špilom. Hvala lepa, Evo. točno to, žurka. Žurka in hvala še enkrat, zdaj pa greva s to pesmijo. Dizajn. Dizajn, čau. Čau, stari boj.